Izguba sluha je pogosta težava, ki prizadene velik del starejšega prebivalstva. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se ta težava izrazito povečuje po 65. letu starosti in z naraščajočo starostjo postaja še pogostejša. Z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših z izgubo sluha v domovih za starejše Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije dejavno sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po podatkih zdravstva ugotavljamo, da je najbolj pogosta spremljajoča invalidnost starejših ravno izguba sluha. Zato v domovih imajo kar veliko oseb z različno stopnjo izgube sluha, od gluhote, naglušnosti, kasnejše oglušelosti, nenadnega izgube sluha ali pa tudi do tinitusa. Sodelovanje z ministrstvom je precej dobro, namreč spreminjajo se pravilniki, ki omogočajo boljšo dostopnost naglušnih, bodisi z pripomočki tehničnimi, kot tudi z možnostjo, da se zaposleni na domovih učijo znakovnega jezika za komunikacijo. Kar pa nas še najbolj veseli, pa je, da imamo verifikacijo socialne zbornice pri izobraževanju zaposlenih v domovih za starejše občane, posebej za osebe z izgubo sluha. Skupina oseb z izgubo sluha je zelo heterogena. V domove lahko vstopijo osebe, ki so že prej nosile slušni aparat ali pa ga nimajo in se s tem še soočajo. Izguba sluha omejuje človeka v medsebojnih odnosih, zato je zelo pomembno, da potrebujejo to individualno komunikacijo. Zelo pomembno jim je, da pravzaprav nosijo slušni aparat, kajti slušni aparat je šele osnova vključevanja v okolje in da je tudi okolje, bom rekel, prijazno, da ni toliko šumov, da lahko slišijo te aktivnosti, ki so zelo pomembne za osebe z izgubo sluha. Kar se pa gluhih tiče, pa podobno kot naglušnih, smo da je večji poudarek potem tudi na sporazumevanju v znakovnem jeziku in tudi učenje zaposlenih z osnovami komunikacije v znakovnem jeziku. Za vse zaposlene v domovih za starejše je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije pripravila seminar, ki je namenjen pridobivanju znanj in veščin glede razumevanja potreb ljudi z izgubo sluha, s katerimi se zaposleni v domovih za starejše pogosto srečujejo pri delu. Imamo eno gluho osebo, katero se sporazumevamo malo s kretnjami, malo s pogovorom ust. Nekako nam uspeva, no. Težave so predvsem tam, ko gospod ima kakšne zdravstvene težave, ker tudi malo psihično stanje njegovo poslabša. Pokličemo pač tolmačko in se tolmačka pomaga razvozlati vse te zadeve, ki jih ta gospod ima. Imamo enega gospoda, ki ima slušni aparat, ampak ga ne želi imeti, ker so starejši ljudje in jim težje dojamejo, težje slišijo te glasove in jim ni lahko, no. Tako da poskušamo jim dopovedati, da to je pač boljše za njih, da se lažje komunikacija steče. Samo žal včasih uspe, včasih ne uspe. V našem domu je kar precej stanovalcev z izgubo sluha, starostno izgubo sluha. V bistvu pri nas je 187 stanovalcev, od tega bi rekla, da skoraj polovica ali pa še kakšen več ima težave z starostno izgubo sluha. Imamo tudi eno gospo, ki je predhodno oglušela, ampak samo na eno uho, tako da je komunikacija pri njej lažja, ker na eno uho sliši. Pri ostalih, ki imajo pa starostno izgubo sluha, pa govorimo ena na ena, potem imamo glasno razločno artikulacijo, ker velikih je takih, da bere iz ustnic oziroma nek del še sliši. Imamo pa tudi veliko stanovalcev ima slušni aparat, ampak je pa tudi nekaj takih, ki slušnega aparata pa ne uporabljajo oziroma ga zavračajo zaradi piskanja in podobnih težav. Tudi zaposleni se lahko borijo z izgubo sluha. Ena takšnih je Katarina, ki je tudi sama naglušna in prav zato lažje razume ljudi z izgubo sluha.
Moja prva točka, ko sem prišla na to službeno mesto, je nobenih težav, nobenih zapletov ni bilo, ker tudi če sem vprašala sodelavca, če mi še enkrat ponovi, mi je še enkrat ponovil in še enkrat, če je bilo potrebno, tako da sem jim razumela, kaj hoče on povedati. Glih tako sem pa našim uporabnikom razložila, da ne slišim dobro, se ne odzovem, prosim, če me lahko primejo ali pa taknejo ali pa karkoli, ali pa se obrnejo proti meni, da bom njih lažje razumela, kaj oni hočejo od mene. Meni je najlepša komunikacija, tu sem se navadila čitati iz ust, da me človek gleda v obraz, da jaz lažje komuniciram. Zaradi posebnosti pri sporazumevanju, ki jih prinaša izguba sluha, že obstajajo tudi prilagojeni domovi za ljudi z izgubo sluha. Ta zgodba se je v Sloveniji začela že pred mnogimi leti, in sicer v Gornji Radgoni, kjer je bil celotni dom opremljen in posebna enota za osebe z izgubo sluha. Mi razumemo, da želijo svojci imeti svoje bližnje čim bliže svojemu domu, tako da smo tudi veseli aktivnosti v povezavi z domom v Domžalah, kjer vodstvo tega doma in občina in ministrstvo sodelujejo, da bi morda tudi imeli kakšno posebno enoto za osebe z izgubo sluha. Tako da tudi to je lahko rešitev, torej ali prilagoditi vse domove za te osebe ali pa imeti nek poseben dom. Predvsem to velja mogoče za gluhe, ki uporabljajo znakovni jezik. Obe zgodbi sta sprejemljivi za osebe z izgubo sluha, ne se sami odloči, kako je. Si pa vsekakor želimo, da vsak dom, ne glede na to, je prilagojen, namreč izguba sluha je zelo, zelo pogosta spremljajoča dejavnost starejših. Tudi v tretjem življenjskem obdobju je pomembno, da so gluhi in naglušni sprejeti, razumljeni in vključeni v družbo. Zato je ključnega pomena, da tudi v domovih za starejše ustvarimo okolje, kjer se bodo počutili slišane, tudi če ne slišijo.